Živjo, jaz sem Poskočni Dejan in v tem videu bom vsem fantom pokazal, kako na hitro osvojiti ljubljeno dekle. Ve punce pa v komentar spodaj napišite, če vse to drži, še prej pa vse polajkite in tole delite med svoje kolegice. In začnimo! Korak 1. Punce ponavadi opazim na naših nastopih in če gre vse po planu, se pridejo po koncertu slikat. Kar vidim, da ena mi je pa res pri srcu, ena mi je pa res všeč in kaj naredim? Daj mi pošlji tole slikco na Instagram pod privat sporočilo. Tako, da jo bom imel za spomin. Korak 2. Zdaj imaš njen kontakt, ampak kaj ti nuca, če je ona pri sebi doma, jaz pa čepim v Laškem. V glavnem, napiši, iz kje je. Ona ti napiše, da je, naprimer, iz Lendave in potem kar naenkrat, kakšno naključje, jaz pa moram jutro prek Murje na en sestanek. In pol ti ona, če gre vse po sreči, napiše, kak super, the best, pol se pa dobima na kakšni kavi, ko greš na sestanek. In da nisi preveč na prvo žogo napišeš, joj, veš kaj, ne vem, če mi bo zneslo, ti jutri javim, če bo čas. Korak 3. Ta čas se magično najde, ampak te navadne kavice, to je res dolgočasno. Meni so ljubše druge 3 stvari. Če je punca bolj srmežljiva, jo pelješ v kino, tam ne rabiš dosti govorit, pa še lušno je. Če je punca zgovorna, jo pelješ na eno super večerjo, kjer je čas za dolg pogovor, imamo še pa tretjo varianto, kakšen bazen. No, o tem pa ne bom razlagal, kaj se tam počne. Korak 4. Ko se končno dobima v živo, skoraj vsaka prime mojo irokezo pa reče, to je pa res veliko, pa res trdo. No in jaz odgovorim, jaz sem mlad, na meni izgleda vse tako. Za konec pa preidimo k bistvu, k tistemu najbolj važnemu 5. koraku, vprašanje, kdaj je čas za prvi poljub. Jaz rečem takole, fantje, pridite na naše nastope, kajti na naših žurih je en kup lepih punc. In če bo šlo res vse po sreči, boš lahko prve 4 korake preskočil in poljub je zagarantiran. Čau, mi smo Gašper in Žiga iz Polkaholikov in danes vam povedala, kako midva osvojiva dekle. Subscribe se, pa komentira, kako bi oni, ne? Sam res. Lahko si vzameš A4 list, pa si pišeš, sproti veš, kako mislim. Če vam ti nasveti kaj pomagajo, če ne pa še vi svoje predlagite v komentarje spodaj. Ok, torej prvič. Kaj bi naredil? Pristop je najbolj važna zadeva. Res je. Ker po pristopu si te ženska najbolj zapomni. Pa ni vse v družbenih omrežjih. To res. Tako da, če se le da, probaš nekako v živo prije do nje. Pa naj reč zdaj, čau. Pa bi bilo moja, na tega reči. Mogoče kakva lepa beseda, veš? Ja, lepa beseda tudi. Čau, lepo si oblečena, lepi make-up. Wow, ta obleka pa je zelo ekstra. Ja. Ta obleka, ja. Ampak redo, zdaj, če ste nekako prišli v fazo 2, ko se že lahko začnemo pogovarjati v prvem zmenku, tam je pa treba malo improvizirati, če nimaš neke lastne ideje. Torej, najboljš, tako si ti rekel, vrtnica, pombonjera, ali pa oboje najboljši primeri. Pa obijali, to je normalno. Ja, obijali, ker ne moreš kar prideti do nje, pa... Pa da si spontan, veš kako. Ja, ne smeš imeti nekaj preveč splanirano. Da jaz zdaj znam pa povedal to, pa bom odgledal na to, kar ti lahko povem. Švingelcev zato ne smeš imeti, to je dejstvo. Kaki piknik, da naredili pa to. Zelo fajn je tudi, da najprej nekako nastane neko prijateljstvo iz tega, zaradi tega. To je obvezno. Ker se zna bolj iz tega razviti ena zelo lepa zveza. Tako da ja, ne vem, okej, če... Tako rečemo, prijateljstvo je pogoj za resno zvezo. Ja. Oziroma za neko zvezo, ko je pač hočeš dalje. Samo se res stvari spremenijo po prvem dejtu? Ja, v bistvu ti tudi prvi dejt je ena taka res... Ono prelomnica. Prelomnica, če je tukaj pofejlaš, potem je... Lahko zgodbo zaključiš. Tako. Nekdo da moti za kamero. Matic bi še morda ti dal kakšno pametno besedo ali nasvet. Ne snimajte. In nadaljujemo. Faza 3. Faza 3 smo. Če prvi zmenek ne uspe, preprosto... Moraš iti k fazi 1 spet. Ne, moraš iti naprej. Ja, nek spet istega. Ne smeš v bistvu, iz plota na plot ni lepo. Ja, skakati. Kak čez plot, moje navara. Tega si, tega ne dela. Faza 3, če uspe, ja, če uspe. Če dejt uspe, potem že lahko začneš razmišljati o tem, da... Mogoče pa še bo kaj z tega. Ja. Ampak veš kaj po mojem pri prvem dejtu, da je večinoma fantov moški, kakorkoli. Prvem dejtu hoče... Da je večinoma fantov moški? Pač, veš kaj sra. Da ful hoče biti preveč vsiljivi.
pol do punce. Ja. Vseeno moraš ti po moje neko raven komunikacije doživati. Zvoj ne moraš biti spontan, pa nekak normalen način. Nekaj direkt. Da nisi tek, Ja. zdaj bom pa piknil meso. Po moje moraš v sebi videti delček sebe, to moraš reči. Ti si to tek lepo povedal, zdaj daj. Si še mene impresioniral. Date 2, date 3, date 4, itd. Pač predlagam kino. Kino je zelo fajna poteza, mogoče tam pade prvi poljub. Ej, kaj pa če reba na star način za vse nas? Veš kaj misliš? Ja. Kaj? Poldopnice stari. Kaki piknik v naravi, veš? Ja, tale kar sik, ja. Brez telefona lepo. To vedno, brez Ok, telefona. v glavnem, jaz mislim, da ko priješ enkrat v fazo 3 si zmagal. Tako da takrat lahko safe to say rečemo, da imaš punco. Zdaj lahko to pa enem mestu ali pa po treh, ampak nikoli pa ne smeš obupati. Ja, ne smeš obupati. Jaz bi moji punci za nekaj romantičnega prinesel eno plišasto igračko, enega takega velikega slončka, da se lahko stisne k njemu, ko ni mene. Svoji gospodični bi dal tudi šopek rož. Dišijo po pomladi. Jaz bi pa mojo drago razveselil z enim takim malim darilom, zato ker pozornosti štejejo in bi kupil en tak lep prst. Jaz pa bi svoji punci kupil nekaj sladkega, da bi se skupaj posladkala. Res je. Na punce, ne na drugega, to bi jaz zdaj pojedel, da bo meni namenil. Ti ga dam na nogo. Čau, srna, kaj pa ti sama tle? Dovoj. Ne, polka koliko, ne? Evo, jaz bi pa svoji dragi prinesel slon in sadež. To je bila polkaholična klepetalnica na romantičen način. Hvala za vašo družbo. Mi smo polkaholiki in vi ste spremljali Džungla. Subscribaj, lajkaj, komentiraj, zadnji video, pogledaj predzadnji video, predzadnji video. Vse, nimate kaj. Pa da slučajno ne zamudiš nobenega za naprej, klikni zvonček in to je to. Se vidimo na Džungli! Servus!